Ko smo postavili našo videokonferenco in smo v njej prijavljeni kot gostitelj, je priporočeno opraviti še par stvari. Najprej v meniju Meeting nastavimo pasovno širino, ki naj jo naša videokonferenca uporablja. Od tega je potem odvisna kvaliteta zvoka in kvaliteta videoposnetkov, ki jih vidijo uporabniki. Običajna izbira je tukaj DSL. Naslednji korak, ki je priporočen tako za uporabnike kot za nas, je, da na poljubnem mestu na naši videokonferenci kliknemo z desnim gumbom, izberemo Settings in v tem pogovornem oknu dovolimo Adobe Flash Playerju dostop do našega mikrofona in do naše kamere. Nato najdemo način, kako bomo vse uporabnike, ki jih pričakujemo v naši videokonferenci, na nek način opozorili, naj pri vstopu oziroma takoj po vstopu v našo videokonferenco zaženejo tako imenovani Audio Setup Wizard, ki ga vsi uporabniki najdejo v meniju Meeting, Manage My Settings in pa Audio Setup Wizard. Tale čarovnik nam v nekaj preprostih korakih nastavi oziroma pokaže, ali deluje naš mikrofon in naše slušalke. S tem smo preverili delovanje slušalk. V naslednjem koraku izberemo ustrezen mikrofon, ponavadi je tukaj izbran že ta pravi, se pa dogaja na nekaterih prenosnikih, da imajo uporabniki več kot en mikrofon tukaj naštet in pač morajo izbrati ta pravega. V naslednjem koraku uporabnik sam sebe posname in s kasnejšim predvajanjem tudi preveri, ali mu mikrofon deluje okej. Se pravi, jaz sem se posnel, ustavim snemanje in se predvajam. Okej, se slišim torej, ustavim in grem na naslednji korak. Tukaj sistem od nas zahteva nekajsekundno tišino, ki jo on preveri, da lahko kasneje uravnava, kdaj se bo naš zvok predvajal ostalim udeležencem, oziroma da bo lažje ugotovil, kdaj je pri nas tišina. Kliknemo Test Silence. Takole. In smo že pri koncu teh naprednih nastavitev, zaenkrat ne bomo spreminjali. Kliknimo Finish. Takole. Sedaj pa še tole okno. Uporabnikom vpišimo, naj zaženejo tale Audio Setup Wizard. Lahko bi jim tudi napisali opozorilo, recimo na tabli. Običajno težave s slušnostjo nastopijo na začetku naše videokonference in dobro je, da takrat uporabnike tudi opozorimo, da imajo možnost klikniti tukaj na tale zeleni gumbek desno zgoraj, kjer zelo natančno vidijo porabo svoje pasovne širine. Tako jim lahko kasneje svetujemo tudi, da si zamrznejo katera okna, ki predvajajo kakšne spletne kamere in gledajo samo zamrznjeno sliko, ali jim pomagamo kako drugače.